Ja, pozdravljeni še v mojem imenu. Zdaj, zakaj smo se danes odločili v Slovenski demokratski stranki, da namenimo en del te tiskovne konference tudi privatizaciji, predvsem privatizaciji povezani z predlogom rebalansa proračuna za leto 2015. Zdaj, v rebalansu proračuna država pričakuje za približno 50 milijonov evrov višjih dividend, kot je bilo v prvotnem proračunu za 2015. To pomeni, da država pričakuje iz naslova dividend podjetij v državnem lastništvu za približno 140 milijonov evrov. To jasno nakazuje, bi rekel, že naša opozorila predhodno pri sami privatizaciji, zakaj je privatizacija nujna, in sicer iz tega rebalansa proračuna za leto 2015 se jasno vidi, da bo država namerava izčrpavati dobro stoječa podjetja in jim počrpati dejansko dobiček, ki so ga ustvarili, in s tem mi ocenjujemo, da bodo ta podjetja, katera bo država na osnovi višjih dividend izčrpavala, manj konkurenčna na trgu, predvsem je pa to zaskrbljujoče, kaj se bo s temi podjetji dogajalo v prihodnosti. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki tudi ocenjujemo, da so te številke iz naslova prihodkov dividend nerealne, kajti potrebno je poudariti, da ena izmed družb je bila v letu 2014 že prodana, to je Aerodrom Ljubljana, ki je v letu 2014 izplačal rekordne dividende. Država je iz tega naslova dobila več kot 17 milijonov evrov. Sedaj se pa v tem rebalansu pričakuje višji prihodki iz naslova dividend kot v letu 2014 in pa, bi rekel, na podlagi rebalansa 50 milijonov, kar višje, kot je prvotni proračun za leto 2015 pričakoval. To so samo podatki, ki nakazujejo to, da je bil ta proračun narejen na hitro, samo zato, da je, in ocenjujemo, da te prihodki, ki so nerealni. Po drugi strani se pa samo sprašujemo, katere podjetja bodo talci države in pa, bi rekel, izplačila in polnjenja proračuna. Ali bo to Telekom, ali bo to Eles, oziroma katere družbe bojo. Spričani so, da bo mogla tukaj vlada Republike Slovenije in pa Ministrstvo za finance odgovoriti na vsa ta vprašanja, ki se pojavljajo. Po drugi strani pa seveda še vedno od vlade Mira Cerarja Državni zbor ni dobil predloga kandidatov za nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, prav tako pa vlada Mira Cerarja še vedno ni pripravila predloga klasifikacije in pa seveda upravljanja podjetij. Vse to kaže na, bi rekel, bistveno odstopanja pri procesu privatizacije med samimi koalicijskimi strankami. Ocenjujemo, da je to nevarno tako za Slovenijo kot za slovensko gospodarstvo, in hkrati pozivamo vlado Mira Cerarja, da se jasno opredeli do privatizacijskih postopkov. Ponovno poslušamo v medijih, da se bojo roki za zavezujoče ponudbe za Telekom podaljšali. S tem samo ocenjujemo z podaljševanjem teh rokov, da se seveda zmanjšuje tudi cena delnice za družbo Telekom. Hvala.